Torej, na prvi pogled lahko k temi, ko govorimo o umetniškem delu, ki je nastalo kot povod upora, zanikamo povezanost aktivizma z institucionalizacijo, oziroma govorimo o nastajanju umetnosti izven institucionalnih okvirjev, ko so umetniki od redne produkcije v okvirih sveta umetnosti prestopili v širši družbeno-kritični prostor. Lahko jo beremo kot dva nasprotujoča si pola, a kaj hitro se izkaže, da umetniška produkcija, ki je nastajala v okviru protestnega gibanja zadnjih 2 let na Slovenskem, takoj postane zanimiva širši umetnostni javnosti, kakor upam, da vidite na podobi, ki jo kažem zdaj, ali pa na ta način, ko knjigo izda RSSDU. Ampak ta umetnost, artivizem, premore tudi učinkovitost in neko moč, saj kakor bi rekel Peter Klepec, se z umetnostjo ne bi ravnala na takšen način, če te moči ne bi imela. Kriza, ki jo je povzročila pandemija in pa menjava vlade marca leta 2020, je prizadela tudi umetnike. Prekinitev razstavne dejavnosti je privedla do priprav razstav in dogodkov prek družbenih omrežij na spletu, ni manjkalo pobud, kakršna je bila na primer prekarni delavci v kulturi, solidarni s kulturo, pomoč samozaposlenim v kulturi in podobno, zato da bi se podprlo tiste umetnike, umetnice, kulturnike in kulturnice, ki so bili v največjih težavah. Kljub temu pa se zdi, da splošni premislek o konsolidirani ekonomski, politični in družbeni dinamiki, ki je in še premika umetniškega prostoru v izjemno slabih pogojih. Od marca 2020 naprej so v to novo normalnost države zarezali tudi redni politični škandali, protipravnosti, celo nasilje, ki so na ulice že v aprilu pognali na tisoče protestnikov. Sredi zaustavitve javnega življenja 3., 10. in 17. aprila je v Ljubljani najprej prišlo do tako imenovanih protestov z balkonov. 24. aprila 2020 pa se je javno nezadovoljstvo pokazalo v novi in precej kontinuirani obliki, ko se je tisoče ljudi zbiralo na kolesih v protestu proti vladi, s čimer do danes namreč zbiranjem nadaljujejo vsak petek ob 19. uri. Nekateri umetniki so se odločili sodelovati tako, da so prostovoljno prispevali svoj talent ter ustvarili protestne vizualne podobe. Nastajati je začel vizualni material, na primer nalepka za kolo, ki jo vidite na čelu enega od kandidatov, ki sta ustvarila Irena Völe in Nik Čostič. Protestniki so se zbirali na kolesih, da bi se izognili kršenju strogih ukrepov zaradi covida, ki so prepovedovali shode, in na nalepki je bil napis "Odzvonilo vam je". 12.6.2020 je gibanje začelo s kampanjo Spedal nastopala in na ulicah so začele peš protestirati velike množice. Ko je glas o protivladnih protestih segal tudi v tujino do vizualnega umetnika Ištvana Huzjana, je ta izdelal serijo podob in jih po družbenih omrežjih ponudil ljudem, pa tudi politični stranki Levica, za katero zdaj kandidira. Slednja jih je naložila na svojo spletno stran za prenos, časoma pa je gibanje kot svoj uradni znak prevzelo znak oziroma simbol kolesarskega kolesa. Z delovanjem in se potem seveda na tak način širilo na različne načine po mestu. Z delovanjem vlade je bil nezadovoljen tudi gledališki režiser Jaša Jenull, ki je začel najprej snemati šaljive pa precej viralne videe, ki so se posmehovali vladnim odločitvam. 20. marca se je kot odziv na kampanjo vlade, s katero je poskušala ta spodbujati individualne oblike rekreacije, posnel med samostojnim tekom po mestu, med katerim se je ustavljal in protestiral pred glavnimi vladnimi poslopji. Kasneje je postal eden od, kot veste, najbolj medijsko izpostavljenih sodelavcev v protestnem gibanju.
Pri tem pa nikakor ni bil sam, saj so neodvisno protestniško umetnost začeli ustvarjati tudi drugi umetniki, naprimer Arjan Pregl, Meta Grgurevič, skupina Protestival, Jaša in ostali. 21. maja 2020 je več aktivističnih gibanj v Ljubljani ustanovilo protestno ljudsko skupščino, ki se je ukvarjala z različnimi družbenimi in političnimi temami, kot so narava, stanovanjska problematika, prekarno delo, tudi kultura in mediji. Obenem so predstavljali najbolj ranljive segmente družbe, tiste, ki so bili najbolj ogroženi, pa ne zaradi same bolezni, tudi zaradi nje, ampak tudi zaradi ukrepov nove vlade in njenih politik. Na tej protestni ljudski skupščini so se prisotni delavke in delavci v kulturi odločili, da bodo izvajali akcije, tako imenovane akcije za kulturo na ulici pred Ministrstvom za kulturo in drugod ter z njimi ministrstvo po neuspelih dopisih in peticijah pozvali k ustreznim ukrepom. Ta skupina je predstavljala tudi pomemben del petkovih protestov. V okviru protestniškega gibanja sta imela pravzaprav umetnost in kultura nasploh pomembno vlogo. Aktiv delavk in delavcev v kulturi je pred Ministrstvom za kulturo organiziral več protestov. Prvi se je zgodil 26. maja 2020 pod sloganom Akcija za kulturo, kulture ne damo, drugi pa so sledili. Potem, ko je ministrstvo potrdilo, da ne bo storilo ničesar in da ne bo začelo dialoga z nespokorjenimi deli nevladnega umetnostnega sektorja, je postalo jasno, da odločitev, da se del kulture prepusti propadu, ni ekonomska, temveč politična. Kulturni delavci so odgovor na to pripravili še eno od protestnih kampanj, poimenovano Nasilje, Ministrstvo za kulturo odgovor. Sledile so še druge. Vse akcije za kulturo so bile performativna vizualna sporočila namenjena Ministrstvu za kulturo, medijem, javnosti, kulturnikom, državi. Več mesecev so kulturni delavci pisali prošnje in pošiljali dokumente, v katerih so ministrstvo prosili za pomoč, ampak brez odgovorov. Prvi akciji so zato tako, kot vidite spodaj na levem diapozivu, na levi strani spodnjega ekrana, prelepili fasado ministrstva s takšnimi dokumenti. V drugi akciji so pred vhod ministrstva stopili v vrsto in pred vrati puščali svoje delovne pripomočke. Za četrto akcijo za kulturo je množica prišla s stoli in v neke vrste biopolitičnem teatru tiho strmela v stekleno fasado ministrstva. V peti akcijo, ki jo tudi lahko vidite na posnetku Utrjevanje snovi, so protestniki opozorili na molk ministrstva glede umetniškega in kulturnega sektorja med pandemijo. Hodili so v koloni kot zaporniki, kadar jih spustijo na zaporniško dvorišče in glasno brali knjige, ki so jih po lastni izbiri prinesli s seboj. Med šesto akcijo so stavbo ministrstva spet prelepili s papirji, s klicaji in znaki, s katerimi so zahtevali ministrov odstop. Poleg tega so pa ostali zvesti udeleženci petkovih protivladnih protestov in eni od njihovih celo glavnih protagonistov. Zato je ADDK postal preobremenjen in se v začetku septembra 2021 razdelil na dve medsebojno povezani skupini, protestno ljudsko skupščino, ki se je ukvarjala s petkovimi protesti, in pa ostanek ADDK, ki se je ponovno posvetil vprašanjem, ki so povezana predvsem z umetnostjo in kulturo nasploh. Med protestnim gibanjem, ki je dotlej potekalo že več mesecev, so nastali številni umetniški protestni slogani in slikovno gradivo, ki jih niso ustvarjali samo znani umetniki, ampak tudi anonimni ustvarjalci. Beseda sramota je tako postala nekakšen slogan, simbol, umetniško delo skupine ustvarjalcev, aktivistov, ki so se združili v avtorsko skupino, ki se imenuje Non-Grupa. Gre za anonimni kolektiv različnih profilov, ki se je zbral po principu likovnih in pa tudi političnih afinitet in deluje predvsem sredstvi ulične umetnosti, njihova poetika, pravzaprav pa je politična satira.
Čeprav je knjiga z naslovom Sramota, ki je šla 8. februarja na Prešernov dan leta 2022 formalno uvrščena med fotomonografije, je jo Non-grupa sama obravnava kot knjigo umetnika. Za njih ta knjiga ni samo poskus dokumentiranja, ampak tudi del boja. Ker so anonimni, imajo pravno zastopnico Uršo Čitrakar, ki pravi, da je Non-grupa način organiziranosti, citiram, ki skupini akterjev omogoča nehierarhično skupnostno delovanje in afirmacijo individualne kreativnosti. Naš cilj je opozarjanje na družbene krivice in nesprejemljivo krčenje zgodovinsko izborjenih pravic. Verjamemo v skupnostni in horizontalni pristop tukaj in zdaj. Čitrakar ob tem poudari, da je dolžnost umetnosti, da ponuja diagnoze in artikulacije, s katerimi prispeva k javnemu dialogu. Konec citata. Artikulacije in prispevanje k javnemu dialogu so bolj ali manj uspešne. Da bi razumeli logiko umetniškega aktivizma, ki umetnosti združi podobo in politiko, moramo uporabiti in upoštevati politični jezik, kar odpira množico problemov in protislovij. Začnemo lahko s priznanjem nejasnosti in netočnosti domneve, da je umetnost samodejno usklajena z levičarsko politiko, da ne omenjamo njene široke razširjenosti razrednega zavezništva in njene dvoumnosti glede tega, kako deluje kot delo. Ko se umetniki organizirajo v javno obliko političnega delovanja, z razliko od oblike politike za zaprtimi vrati, s katero se umetniški sistem ohranja, vidimo, da se nagibajo k modelom organiziranega delavstva ali študentskega protestnega združevanja, ali pa drugače gradijo na obstoječem sodelovanju v gibanjih za socialno pravičnost kot umetniški aktivizem oziroma aktivizem. Umetniki si nasplošno prisvojijo strukturo obstoječih političnih formacij, ki temelji bodisi na lastnem poznavanju izkušenj posameznikov v drugih krogih ali pa na površnem razumevanju, kako te formacije predstavljajo same sebe. Citiram. Refleks zavračanja vsakršne sedanjosti, ki ne prinaša zagotovila za pomirjujočo prihodnost, je sam mehanizem suženjstva, v katerega smo ujeti in ki ga moramo prekiniti. Ustvariti sedanjost ne pomeni ustvariti prihodnosti, pravi Claire Fontaine. Umetniška stavka, ki ima obliko splošne stavke, je veliko bolj dezorientirana politična gesta, ki trdi, da se umetniški sistem kot podaljšek kapitalizma ali drugih totalitarnih sistemov preoblikuje z uničenjem. Umetniki in umetnost v njem izginejo. Kaj se potem pojavi v praznini? To je vprašanje, že skoraj eksistencialna tesnoba, ki se zdi, da neizogibno odvrne aktivističnega umetnika stran od lastnega uničenja in ga popelje nazaj k instituciji. Zdi se, da umetniški vir tako ostaja edini vir naracije, ki lahko artikulira težnje umetniškega revolta, čeprav izniči njegove najbolj radikalne možnosti. Walter Benjamin trdi, da je treba izpodbijati zgodovino umetnosti. V tem pogledu lahko vidimo nadrealiste, dadaiste, feministe, situacioniste in množico drugih umetnostno-zgodovinskih nonkonformistov kot utelešanje neke protizgodovine, ki bi, če bi bila dovolj nalezljiva, lahko smiselno porušila prevlado obstoječega sistema. A noben od teh projektov ni izrinjen iz sveta umetnosti, kar pomeni, da ostajajo vpleteni in medsebojno povezani z istimi praksami in istimi zgodbami, ki jih želijo na nek način zavrniti. Claire Fontaine nas vabi, da si skušamo predstavljati novo zgodbo umetnostne zgodovine, umetnosti kot sredstva za beg od vsakdana in bi nas mogoče tudi povabila, da si skušamo predstavljati človeški sistem, ki ni kapitalizem. Te naše težnje niso neizbežno oddaljene, vedno čakajo, da si jih ponovno in ponovno zamislimo, jih izgovorimo, uprizorimo, utelesimo in seveda upodobimo. Toliko z moje strani.